Dobrodošli v Besedi v družbi, kjer po kampanji Berem besedo prebiramo mojih 30 dni s Svetim pismom. Danes smo brali besedilo 3. dne, Evangelij po Luku, 2. poglavje od 1. do 40. vrstice. Ta tekst govori o Jezusovem rojstvu, o tem, kako so pastirji in angeli prišli obiskati to dete, kako sta potem Jožef in Marija ga darovala v templju in kako je starček Simon prišel in povedal, da je Jezus Mesija. V bistvu je to nek prvi tak razglas, ki ga z človeških ust slišimo v Svetem pismu oziroma v Lukovem evangeliju. Ja. Kaj ti recimo, Matjaž, najprej vidiš v tem tekstu, da se splača izpostaviti? Ja, najprej moramo spostaviti barvno lestvico tega teksta. Zakaj? Zato, ker Božič se v naši družbi in naši kulturi spremenil en tak praznik, ki je dosti kičast, nažalost. In veliko ljudi, žal tudi precej kristijanov, sploh ne dojema pravzaprav tonov v temle tekstu. Slika, ki imamo pred nami, je luč na skrajno temnem ozadju. Tema je temnejša kot kdajkoli in na tem ozadju zasveti luč, ki je svetlejša od česarkoli. In to lahko že iz teh preroštev vidimo, ker prav ljudstvo, ki je hodilo v temi, je zagledalo veliko luč in tako naprej. Zelo jasno je bilo, da Mesija pride v čas, ki je čas stiske, ki je čas skrajne bede, ki je čas skrajnega ponižanja za ljudi, ki hoče Boga resno imeti. Veliko stvari kaže na to in mislim, da je prav, da jih malo omenimo. Najprej, Luka seveda po svoji stari navadi začne tako, da stvar umesti v zgodovino. To je pač Lukova posebnost, da še posebej hoče reči, da to se ni dogajalo tam nekje, to ni ena pravljica. Ker danes recimo mnogi pravijo, da je Božič v bistvu praznik, ki je nastal kasneje in kar se datuma 25. decembra tiče, je to res. To drži. Ne drži pa za samo zgodbo. Ja, no se bomo videli, mogoče prav iz tega bomo videli, zakaj so pozneje potem enkrat zbrali ta datum. Dejstvo je, da kdaj točno se je zgodil ta dogodek, ne vemo v letu, se pravi, datum ni znan. Ampak, dajmo pogledati, Luka najprej omeni cesarja Avgusta. To je bil veliki rimski cesar in v tem času je vladal tako imenovan Pax Augustana, Pax Romana. Se pravi, ta cesar je rekel, jaz vladam svetu in jaz dajem mir svetu. Tle je bila ta ogromna imperialna pretenzija in seveda judovsko ljudstvo, Božje ljudstvo, so bili v bistvu pod okupacijo tega imperija, ki se je imel tako za nekaj velikega in dobrega. In ne samo to. Tlele beremo, Avgust zdaj izdal odlok, naj se vse rimsko cesarstvo popiše. In Luka tako, mogoče malo cinično tle napiše, da se ves svet popiše. Kaj to zdaj pomeni? Pomeni, da je cesar rekel, jaz sem vladar sveta. Jaz imam pravico, da popišem vse to je moje. Vsi, ki živite na moji zemlji, boste meni dal. To je dejanje v bistvu te skrajnega povzdigovanja na mesto Boga. Vemo, v stari zavezi, kralj David enkrat dobi idejo, da bo popisal Božje ljudstvo in vemo, kaj se zgodi, katastrofa. Bogu to zelo ni všeč. Ker s tem se človek postavlja kot nekdo, ki ima v lasti to svoje ljudstvo. No, tle pa Avgust hoče cel svet popisati in vemo v zgodovini, ko so Rimljani popisovali takole svoj teritorij, prišlo do uporov. Ker prvič šlo je za davčne, ta popis se delal zato, da bi se točno vedel, koliko moš ti davka plačati. To ni bil tak lep popis, ki ga imamo zdaj, ki ti napišeš, ne vem, to, ono, tretje. Tukaj je šlo za to, koliko boš davka plačati. In Rimljani so tudi verjeli to, da človek ne bo povedal po resnici, če ga malo ne prviš. Tako da ponavadi tukaj je bilo mučenje zraven tudi. In zato potem so bili ponavadi upori. To je bil čas dejansko, ko so se ljudje upirali temu, ker so to videli kot čisto krutost in tudi kot neko tako blasfemično, bogokletno povzdigovanje cesarja na mesto Boga. To je en zelo temen akord, ki ga Luka tle zdaj igra. Drug temen akord je tale Kvirini. Zgodovina pravi, da je bil on nekaj tazga kot strokovnjak za etnično čiščenje. In cesar ga je prej poslal, preden ga je poslal sem, ga je poslal na par drugih misij, kjer je en ali dva naroda enostavno zbrisal. Cel narod je pobrisal narodi, ki so se upirali Rimljanom. Se pravi, dejstvo, da ga je zdaj cesar poslal sem,
pomeni za Jude zadnje opozorilo. Ker Judje so se skozi upirali, seveda oni so imeli ta pričakovanja, verili so, da imajo nek namen in niso trpeli pod okupacijo. Ne, in Rimljani so imeli tega dost. Dejansko 70 let tako, točno to. To je bilo za Jude kot zadnje opozorilo. Če se ne boste umirili, ste naslednji na vrsti vi, zbrisani boste iz zgodovine. Tako je pač, to je bilo sporočilo iz Rima. Se pravi, imamo to ozadje, kjer je Božje ljudstvo skrajno ponižano. Vlada ta čudovit cesar, ki ga cel svet slavi kot Boga, povzdiguje se kot Bog, pravi, da on daje mir svetu. In tle je zdaj ta strokovnjak, ki bo zbrisal ljudi, ki verujejo, ki ima očitno ta namen, pa saj grozi s tem. No in celo seveda tudi Jezusova starša morata jeti, sta podložna temu. No, ampak je pa v tem seveda tudi Božja roka, ne? Zaradi tega sta v tem Betlehemu, to je pa mesto kralja Davida, in tam se potem zgodi to, da se rodi Jezus. Za Betlehem je tudi tista prerokba, ne? Betlehem je frata, nisi najmanjši med... Od preroka Mihaja. Ja. No, in potem imamo pa spet naslednjo temno stvar. Zdaj, ko mi govorimo o jaslicah, ponovadi mislimo, kako je to luštno, kako je to nekaj lepega. Ne? Samo dajmo resno pogled, kaj to pomeni. Pomeni, že takoj na začetku ni prostora za Jezusa. Ja? Takoj na začetku je odrinjen nekam. Ni prostora v prenočišču. In ga dajo v bistvu med živali. In to je ponižujoče, skrajno. Ampak spet tukaj se marsikaj vidi. Recimo, to je lepa paralela temu, kar v Janezovem evangeliju beremo, ki je tudi recimo se bere v času Božiča, med svoje prišlo, ampak njeni niso sprejeli, njegovega niso sprejeli. In tle se vidi, je se zavrnil takoj na začetku. Ne čist namerno, ampak tako se je zgodilo. On je tam pač med živalmi, ni med ljudmi, ni prostora za njega. Ne? No in potem imamo te, ki ga pridejo obiskat. In to je spet hecen. Pridejo ga obiskat angeli, ker očitno pomeni, da ga Bog potrjuje, pa pridejo ga obiskat pastirji. In spet tukaj ni nič idiličnega v tem. Pastirji so bili v tistem času večinoma marginalci, zato ker so imeli opravka z živalmi, so bili nečisti, so bili odrinjeni. Se pravi, prišlo so ga pogledati, spet zanimiv, najvišji, ne, angeli, pa ta zadnji, ne. Ampak unih vmes pa zgleda ni. Mene je zanimiv, mislim, te dve vrsti obiskovalcev sta zelo presenetljivi, ampak še bolj presenetljivo je pa, koga vse ni tukaj. Unih, ki bi najbolj morali priti, ni verskih voditeljev, ni farizejev, ni pismoukov, strokovnjakov za sedopismo, ni vseh unih, ki bi jih pričakovali. No, ampak tukaj zdaj v tej temi pa Božji ljud za svet, tukaj prav dobesedno, ko se ta angel pojavi, oni uslepijo od svetlobe dobesedno. In pa jih pošle in jim tudi pove evangelij, dobro novico. Zdaj je prišel Mesija. Prišel je ta, ki ste ga čakali toliko dolg časa. Toliko časa, da ste skoraj obupali, ampak zdaj pa je prišel. In spet tudi ta angelski, po mojem ni naključje, da Luka tukaj omenja angelsko vojsko, pa čete angelov, ki govorijo tudi o miru. Ta tekst moramo slišati tudi kot polemiko. Ni Avgust tisti, ki daje mir, Bog daje mir, Božji Mesija je prišel, on daje mir. In tle Bog ima svojo vojsko, ki gre proti imperialnim okupatorjem. In ki razglaša dejansko slavo Bogu v nebesih in mir na zemlji. In ta mir je pravi mir, je pravi, to je ta biblični šalom, ki je blagostanje, blaginja, pomeni odsotnost sporov, pomeni spravo, pomeni tudi v novozveznem jeziku, pomeni večno življenje, to je nekaj, kar Mesija prinaša. On je knez miru, prav Izaija. Pa tudi v Mihajevi prerokbi se govori potem o tem, da bo ta bo naš mir.
Če greva potem naprej, ko so bili pastirji pri Mariji in Jožefu in detetu, in pravi, da so povedali o tem, kar so jim rekli angeli, in vsi, ki so bili navzoči, so se temu čudili. In pol Luka recimo zanimivo dodam, mislim, da tukaj pa še naprej, da Marija pa je vse te besede shranila in jih premišljevala v svojem srcu. Meni je to zelo zanimiv detajl, ker velikokrat to Lukovo zgodbo o rojstvu in otroštvu Jezusovem gledamo kot malo tako pravlično, sploh zaradi teh pojavitev angelov in tako naprej. Ker je pač malo nadpovprečno veliko angelov tukaj. Se pravi, dejansko pa tukaj omenjen tak zanimiv detajl. Če pomisliva, kdo je bil Luka, kdaj je pisal, s kom je kaj govoril, odkot je dobil ta svoj material, ali pa pol naprej, kjer opisuje zelo detaljno to prerokinjo Ano, pa Simeona recimo. To so take stvari. No, sploh, da se, mislim, da je še zmeri čist, kaj bi rekel, veljavna teza, da je Luka sam govoril z Marijo. Ker je tipično, da Luka v tem zgodbi o Jezusovem otroštvu postavlja Marijo, mislim, vidi se, da skozi njene oči opisuje. Matej recimo opisuje skozi Jožefove, Luka pa skozi Marijine. Tako da to je bilo čisto mogoče, ker seveda je on obiskal Jeruzalem in tudi on omenja Marijo v Jeruzalemu tam potem po Binkoških. No, zanimivo je pa tudi to, tole, da je omenjeno o Mariji. Tukaj smo potem prevedli takole, da se je Marija dobro zapomnila te stvari in jih je še in še premlevala vse. Marija je tudi tukaj postavljena kot zgled verujočega človeka. Človeka, ki veruje, ki sliši Božjo besedo, jo sprejme in o njej še in še razmišlja. Ni vse jasno, ampak je zvesta temu razodetju. In te stvari so presenetljive. Prvično, da je on Mesija in Gospod in potem tudi naprej. To temno ozadje se vidi naprej tudi potem, recimo v tem, kar reče Simeon. Vloga tega tvojega sina ne bo idilična, niti slučajno ne. Mnogi se bodo spotaknili in bodo padli zaradi njega. On bo znamenje nasprotovanja, zaradi njega se bodo razdelili ljudje. Ampak mnogi bodo pa tudi se dvignili in ustali zaradi njega. On je razločevalno znamenje. Vsem tem moramo videti dejansko, da je tako, kot je tukaj Luka poročal o Jezusu in o dogodkih okrog njegovega rojstva, se že vidi napovedi naprej. Tukaj se vidi napoved križa že. Da je njegova pot v tem svetu je že od začetka bila zaznamovana s to zavrnitvijo. In ta stvar se je samo še stopnjevala. Zato je božično sporočilo, po mojem, za nas kristjane, mislim, da se moramo dejansko na nov zavedati tega, kaj to je. To je dejansko sporočilo, ki tudi nas kliče k spraševanju, kako mi sprejemamo Jezusa. Ali ima on prostor, da se naseli v naših življenjih, ali ga mi odrinemo nekam na nek stranski tir, tako kot je bilo tukaj, ker večina je tako reagirala takrat. In to mislim, da je čas za tako trezno, ampak seveda tudi veselo razmišljanje, ker dejansko pa je tle obljuba, če ga sprejmemo, pride k nam in se naseli pri nas. Jezus je gotov zelo vesel vsakega, ki ga odpre, ki mu odpre vrata, ki ga spusti, ki mu da bivališče pri sebi. In to je sporočilo Božiča. Jezus išče ljudi, da se naseli v njih in da mu je pri njih prijetno v njihovih življenjih. Se pravi, v tem, kako mi živimo, kako govorimo, kako delamo, kaj mislimo. Čisto za konec mogoče še to res, kako je to tudi res za danes, za nas pomembno. Že takrat je Simeon rekel, da je to rešitev, ki jo je Bog pripravil pred obličjem vseh ljudstev, luč v razodetje poganom oziroma drugim narodom, ne Judom, nam. In mislim, Luka je to pisal leta 65. Kako je on takrat, že če bi sem Luka takrat to napisal, bi bilo to preroštvo za zdaj. Tako je pa v bistvu že Simeon rekel v Jezusovem rojstvu in je to dejansko res. Pa še v bistvu nazaj Simeon tukaj pravzaprav povzema razna starozavedna proroštva, predvsem Izajeva, kjer se skoraj istimi besedami se te stvari so bile že prej napovedane. Kar je šokantno, je da Simeon reče, zdaj se je pa to zgodilo. Izaija pravi, to se bo zgodilo, zdaj pa pravi, Simeon pravi, ne, jaz pa to zdaj vidim. To pa je zdaj tukaj.
In to je zdaj šokantna stvar. Zato te vsi okrog kar ne morejo razumeti, ne, a je to možno, a je to zdaj res. Ne. Ker dejansko seveda to vladarstvo miru, ne, to kraljestvo, vladavina miru se širi na vse narode, vsem ljudem. To je dejansko kraljestvo, to je zdaj resnica tega, česar je bila Avgustova vladavina parodija, grda parodija. Resnica tega je pa ta mir, ki ga Mesija daje, sprava z Bogom, sprava med ljudmi, odpuščanje in prava, tudi vrnitev Boga med ljudi tukaj. Ne. Ker to je del te obnovitve Izraela, ki so jo toliko dolgo časa pričakovali. Jaz sem prepričan, da tudi vsak od nas to pričakuje na nek način in zdaj res se moramo tudi mi nekako vprašati, ali je to možno, da je to res tudi zame danes tle, in to sprejeti in res videti ta mir, ki zaživi v našem življenju. In mu pripraviti dom. Ja, vse, prostor.